Hvala za povabilo, dobro večer. Zelo cenim, da ste v takih pogojih prišli na tole predavanje, torej vi ste dvakratni udeleženci danes. Torej, moje predavanje je biotehnologija višjih gliv, mogoče se še tudi nekaj nižjih gliv dotaknil in zdaj bi lahko to rekli, ne, če je to biotehnologija, uporaba gob je pa mogoče mikotehnologija. Kot veda, torej sem biolog, evo, zdaj smo trije tukaj, še moj profesor. Leta 1969, skoraj takrat, ko sem začel biologijo študirati, so gobe uvrstili v samostojno kraljestvo živih bitij. Če že, prej so bila pač med rastlinami, skoraj po osnovnih procesih bi pa lažje med živali, kot pa med rastline, če pogledamo fiziologijo v celici, biokemične procese. Torej, kraljestvo gliv predvidevajo, da je na planetu Zemlja okrog 5 milijonov vrst, vem, da to je verjetno malo bolj pretirano. Tudi pri insektih rečejo, da jih je 5 milijonov, ampak to predvidevajo. Bolj realna ocena je tam mogoče maksimalno do 2 milijona, 2 milijona pa pol. Od tega pa samo okrog 120 tisoč je zdaj opisanih vrst, mogoče še malo manj, ker so nekatere znane po nespolnem, so opisane po nespolni obliki, druge po spolni in še niti ne vejo, da to je ena in ista goba, ker se tako razlikuje nespolni in spolni način razmnoževanja. Tako da verjetno še kakšnih tisoč, pa manj kot to. V primerjavi z rastlinami, ki jih predvidevajo, da je tam nekaj 300 tisoč gliv, najverjetno je 3-krat več kot pa rastlin. Se pravi, rastline veliko proučujemo, so pa gobe še precej neraziskane. Kraljestvo gliv, torej mikologija, veda, ki proučuje glive, anatomijo, sistematiko in fiziologijo. In jaz, ko sem še bil na biologiji, smo precej tudi z profesor Gogolovo, ki mu potem predstavil, precej se ukvarjali z fiziologijo. Verjetno, če slišite o gobah, potem takoj, ja, katera vrsta je pa poznavanje gob. Ampak pri nas na biologiji, takrat, ko sem delal diplomsko in kasneje kot asistent, smo pa fiziologijo gliv, kar je sorazmerno malo tudi proučevana. Torej, veda se je razvila nekako v drugi polovici 19. stoletja, ko se je nekako mikroskop od 100 letih odkritja nekako že odomačil, tudi za te raziskave, nekje je tam 1700, 1800 začetkov. In biotehnologija gliv ali mikotehnologija pa dejansko veda 21. stoletja. Zakaj, pa bom poskušal v mojem predavanju danes. Torej, na splošno pa delimo gobe, tako veliko v čistem splošnem smislu, na užitne. Teh je okrog zdaj opisanih, ali pa znanih, nekje okrog 2000 vrst, pogojno užitne, torej, da je treba nekaj pač narediti, ali ne smete alkohola piti, ali morate prekuhati, torej neki pogoj, da postanejo užitne. Potem so pa neužitne, teh je kar veliko, niso strupene, ampak zaradi strukture, ali pa vonja, ali pa okusa, da so pekoče, kot popar, ali pa trde lesne gobe, so neužitne, niso pa strupene, ampak lahko so pa tudi strupene, teh je okrog 1000 vrst pri nas, tudi med najhujše organizme strupene, torej zelena mušnica. Potem sem še pa jaz dodal, to je bil nekako ta klasična delitev, zdaj sem še pa dodal, da je tudi zdravilne gobe, ki so dejansko neužitne, so pa zdravilne, torej mi lahko čaj kuhamo, delamo ekstrakte, ali pa prašek z njih, takrat pa lahko jih zaužijemo. Potem pa tudi biotehnološke, pa najnovejša veda, lahko za biotehnološke procese uporabljamo. Mogoče malo anatomijo gliv, da ne bomo samo govorili o sistematiko, ne bomo, ampak anatomijo, ker se anatomija navezuje tudi na te biotehnološke procese. Torej, gobe so sestavljene iz dveh delov, iz prehranjevalnega dela, vegetativnega dela, kjer ga sestavljajo preplet hif, in to je dejansko telo glive. To je telo glive in pa, ko se ustvari telo energije dovolj,
potem pa pride do razmnoževalnega dela, kjer nastane torej ali reproduktivnega, kjer je tudi enako iz hif, ampak malo drugačne strukture in tvorijo trosnjak, na kateri je trosovnica in pa trosi. Zdaj boste pa rekli, ja, pa kaj je to razmnoževanje in trosnjak, ne? In kaj je goba, kaj je gliva. To je bolj praktičnega vidika. Od teh, koliko smo rekli, 120.000 vrst, je približno 115.000 ima tele razmnoževanja organe mikroskopsko majhne. Okrog 4.500 vrst pa vidimo s prostim očesom ali pa s preprosto lupo in to pa rečemo, zdaj pa, to je pa goba. Torej, s prostim očesom viden trosnjak je goba. In strokovnjaki, pa še zadnjič eno predavanje pred nekaj meseci poslušal, da so gobe mikroorganizmi. Torej, ker so trosnjaki tako mikroskopsko majhni, pač rečejo, da so mikroorganizmi. Ampak tudi jaz potem študentom rečem, po razmnoževalnem organu bi tudi človek bil precej manjši. Ampak gremo naprej, tule šampinjoni, vidite, da je podgobje bistveno telo, ne? In iz telesa pa potem vznikne razmnoževalni organ. In tako podgobje ali telo, kot tudi bet in klobuk pa predstavljajo hife. Tvorijo hife, preplet hif, ki je v betu so najbolj zbite te hife, zato je tudi bolj trd, bolj nežen je v klobuku, najbolj veliko se razprostira pa v tleh. No, takole izgleda, če mi obrnemo, če kopnemo zemljo ali pa če obrnemo hlod, potem se v to podgobje tudi vidi. Takole pa izgleda v laboratoriju, jaz sem vam dal tule par teh lepetrijev, vidite tukaj tudi, vidite, kako v laboratoriju gojimo, lahko podgobje, ne? In tule, glede na telo, so glive med največjimi organizmi na svetu. To je v knjigi Paula Stameta, kjer so ugotovili, da je na nekaj veliko, kar nekaj 2-3 hektarih propadla drevesa. In ko so s PCR metodo vzeli vzorce, micelije tukaj, tam in so ugotovili, da dejansko to eno podgobje. In takrat so ugotovili, da ta gobe so največji organizmi na svetu. Ampak če telesa ne vidimo, ne moramo reči, da so mikroskopsko majhne. Tako da, ko se podgobje oskrbi z energijo, potem ko žene primordi, ki pa potem se razvije v bet in v klobuk, kjer nastane na milijarde spor, ki služijo za reprodukcijo razmnoževanja. Takole izgleda razmnoževalni del, to je karbolni kupmak s klopem. Torej, drugače so lističi bolj svetli, ko pa se spore razvijajo, ki imajo tako fično rjavo barvo, pa se tudi ti lističi obarvajo tej barvi. Isto pri šampinjonih, če jih napravite v gozdu, so take nežni in potem počrnijo, ko začnejo sproščati spore, ki so temne barve. No, pa takole spore izgledajo. In tukaj imajo, da to so prostotrosnice, pomeni, da zdaj malo sistematike, pa imate zaprto trosnice, te na takih lepeclih lebdijo in jih potem veter odnese. Medtem ko zaprto trosnice so pa v take masko, so zaprte, pa nimajo tega pecla, zato se vidijo spora prostotrosnice ali pa zaprto trosnice. No in v ugodnih pogojih potem spora vzkrije in se razvije podgobje. In podgobje, če ima dobre pogoje, in potem se oskrbi z energijo in potem poskrbi za potomstvo. In mogoče, da danes niste niti razmišljali, da gobe dejansko poznamo po razmnoževalnem organu, ne pa po telesu. Tako da to so nekaj teh izbranih, od teh, ko so vidne s prostim očesom, tam okrog 4.000 vrst, kot sem vam že rekel. No, zdaj pa malo fiziologijo gliv. Torej, glive lahko najdemo tako na rastlinah, imate sneti pa arje, da je bistveno na listi arja, snet je na razmnoževalnih organih rastline, potem imate na odpadkih, na gnoju, na mrtvem lesu, oziroma les je to že kar, ne bomo mrtvev rekli,
potem okrog koreninskega sistema, mogoče tudi v povezavi s koreninami, to je simbioza ali mikoriza, lahko nekateri živijo. Potem so tudi na kompostu, lišaj je sestavljen iz alge in pa iz gobe. Ne? In to je najbolj trdovratno oziroma na najbolj obljudenih rastiščih najdemo lišaje. Kajti goba dobro črpa, fotosintezo pa vrši alga, ki je na vrhu. Potem imamo tudi na raznih insektih, pa ne samo na insektih, tudi človekov, živalih, drugih, sesalcih, hude težave v medicini povzročajo gobe. In pa tudi same gobe lahko parazitirajo na drugih gobah. Torej zelo, zelo sposobni organizmi, še zlasti najbolj sposobni so mogoče tile, ki na tako odporne materiale, kot je les, lahko uspevajo. Več o tem pa mogoče nas. Zdaj pa imamo nekako teh, če jih je milijon vrst, naprimer, pa lahko razdelimo v 3 skupine, glede na to, kako pridejo do energije. Torej, ene so parazitske. Jaz rečem, da pač parazitske so, če zajedajo živo celico. So parazitske, ali to je zdaj živalska, ali rastlinska, ali plivna, ali kjerkoli. Potem so simbionske, ki živijo v sožitju z rastlinami, jih ne razkrajajo, ampak z njimi pomagajo pri razvoju enim drugim. In pa saprofitske, ki na mrtvem materialu organskem, kjerkoli, od rastlinskih, živalskih, tudi na človeku, ko odmre truplo, se lahko gobe, in pa na vseh teh odmrlih, torej na mrtvih celicah. No, paraziti, mogoče najbolj poznate tole štoroko, ali pa mogoče na vinski trti, peronosporo, fitoftoro, na krompirju, peronosporo na vinski trti, zato je treba, ne. Matjaž, ti si imel vinograd, kolikokrat se šprico? 5-krat, ali pa še več, ne? Če si zamudil, pa ja. Tako da jaz pravim, da je kakšen vinograd, da bi že lahko pri rudniki bakrat. Ker tudi po 10-15-krat je treba, ko so mi včasih študenti rekli. Takole vidite tudi na monilija, tudi na to. In pa seveda pri človeku hude bolezni, ne samo. V zadnjih 30 letih so odkrili, da tudi notranji organi lahko prerastejo v celi. Pljuča, jetra, tako da lahko hude poškodbe. Mogoče najbolj so pa znane te mikoze na prstih, dimnih, lasiščih, pod pazom. No in tudi parazitka polstenka zajeda krompirjevo prašico. Tole sem na Rakovniku slikal v gozdu, je polno teh primerov, ko je prašnica in pa parazitka polstenka, ki na prašnici raste. Kar je tudi parazitski način. No, potem je mikoriza, hife stopijo v koreninski sistem, v celice koreninskega sistema, ali med celice, ali pa v celice, to ne bom danes, ampak v glavnem dobijo sladkor od rastline, rastlini pa dajo vodo, skrbujo in mineralne snovi. Takole je ta povezava, koreninski sistem. Takole to, torej mušnice, jurčki, to so vse mikorizne gobe in si pomagajo en drugemu. Tudi karželj je mikorizna. Tole je pa ptičje gnezdo, nekaj tajega, ena orhideja, ki dejansko je bela, nima klorofila, ampak uspeva v gozdu, jo najdete kar dostikrat. In kaj so ugotovili z markiranjem C14, to izotopsko tehniko, so ugotovili, da dejansko dobiva hrano od rastline, katero pa povezuje goba. Torej, da gre iz koreninskega sistema na gobo, ta pa tudi v povezavi gobe in iz gobe črpa snovi, ki jih dobi goba od rastline. Tako da, in potem tudi za mikotehnologiji, oziroma zdaj lahko mikorizo se vzpostavlja, in mogoče vam kasneje na koncu malo tudi, da lahko te mikorizne rastline posadimo tam, kjer je prišlo do propada gob in rastlin in tiste gobe, ki so pa na teh rastiščih ostale pri življenju, pa uporabimo za mikoriziranje in potem te mikorizne sadike, ki so z odpornimi gobami na tisto področje,
ne samo na te gozdove oziroma področje, to smo delali prav z profesor Nado Gogalovo, to je s tvojih mladih dni, ne? Zdaj ne vem, če Matjaž, zdaj bomo tebi, to je Stanič, še nekaj Šedivi, Viktor Petkovšek, pa njegova žena, tole profesor Vardjan, ne? Ne, to ni, ta je neznan. Aha, jaz malo je pa podoben Vardjanu, ne? Ja. Ker ko je profesor Vardjan šel v penzijo, je profesor dr. Nada Gogalova, žena od profesor Gogala, prevzela katedro, jaz sem pa prišel na njeno mesto kot asistent. Tako da, evo, to z najnih časov, ko smo hodili po kongresih, žal je, jaz sem gledal, evo, 9 let. 10 let. Ja, to, zdaj, ja, 10 leto bojne. Ja, grozno. Torej, pedagoginja, znanstvenica, ki je proučevala mikorizom, mislim, prva v Jugoslaviji in tudi ena prvih v Evropi. In mislim, da premalo znana, da je bila zelo dobra znanstvenica in pedagoginja in je vzgojila kar 15 doktorantov nas je. Jaz sem bil prvi med njimi, res premalo jo opevamo oziroma častimo glede na to, da je bila res dobro. Mislim, da 2-3 so bili takrat v Evropi. Nada Gogalova, potem en Čeh Melnik, pa ena na Poljskem, ki so mikorizo. Gozdani so rekli, vse to je, gobe so, Mlinšek, vem, enkrat je prišel v sobo, jaz sem bil pri Nadi, je rekel, vse gobe so škodljive, ne. Ampak potem je imel pa Jufro kongres, je pa imel mikorizno sekcijo že takrat, ne. Ampak žal ni Nade dal, ko bi jo lahko takrat dal, da bi ona vodila to skupino. Dobro, torej vidiš, Matjaž, hvala, da si prišel, tudi o Nadi veliko lahko lepega povem. To je ena napaka. Tukaj ne? Ja, Rojstva? ne 15, 14. Ja, aha, dobro. Jaz vem, da ko sem me klical, sem bil v Münchnu na enem kongresu in ravno smo se večeri spravljali, ampak jaz nisem mogel nič potem vesti, jaz sem me poklical. Če se spomniš, na Münchnu sem bil na enem kongresu, sem me ti poklical. Ali potem pa moram to popraviti, hvala. No, tretji način, zdaj smo torej parazitizem, potem smo mikorizne, simbionske skupine gliv, pa še na en način se lahko ena skupina gliv, zelo velika skupina, je pa saprofitizem, torej saprofiti razkrojajo surov rastlinski material. To so najbolj sposobni organizmi. In potem manj so zemeljski saprofite, ki živijo na kompostu, naprimer šampinjoni. To so, jaz sem to imenoval gljive razkrajevalke, ne pa gnile živke, ker to je anaerobni razkroj, da saj je aerobni proces in lepo diši. Gnitje je pa anaerobni proces in to je bakterijski. In to jaz pravim, da bi to treba, če se strinjaš kot biologa tukaj, da gnitje pomeni nekaj, da smrdi in bakterije bolj te povzročajo gnitje. Ne pa gobe, bi pa rekel, da je boljše izraz gljive razkrajevalke. No, kaj pa razkrajujejo pri tem? Zdaj les je sestavljen celične stene, celuloza, hemiceluloza, lignin. Ena skupina gliv razkraja celulozo in rezultat je tukaj le, da lignin ostane. Prej si pogledali. Druga skupina gliv, to so pa najbolj sposobne, pa razkraja lignin. Poglejte, kakšne kompleksne, kakšne komplicirane snovi so to. In te gobe so pa najbolj sposobne organizmi za biotehnologiji. In encimi, ki razkrajajo te komponente, lahko razkrijejo še najbolj trdovratne pesticide. No, takole pa v lesu naredijo te gobe, No, vidite, kako tole je celična stena lesa. Vidite, leso je več lufta kot pa mase, ne. In v te pa potem v tele, če je okužen les, hifa in potem encime izloča v substrat, v celično steno. In razkraja zunaj telesa, zunaj telesni razkroj. In ko se tvorijo produkti, pa posrka hifa mase in na ta način živi. No, in ta pojav imenujemo lizotrofija. Na tem rastline so avtotrofne, ki imajo fotosintezo, živali so fagotrofne, požirajo organske snovi
gobe, vse ta parazitske in pa saprofitske, pa rečemo, da živijo na račun, je pa pojav lizotrofije. Lizotrofije, razen pri simbionskih tega ni, ker dobijo direktno v hifo iz korenine glukozo. No in prav to je profesor Nada Bogalova proučevala in tudi jaz pozneje. No, takole pa izgleda potem les, ko tole naredijo svoje te encimi, ki jih hifa izloči, posrka hranilne snovi in na koncu, takle, če bi dal pod mikroskop, bi pa takole videl del. Hif še tule so pikne in pa tako dalje, torej razkrojen del. No, zdaj pa tole, kar sem rekel že prej, tule je hifa, telo gobe, ki izloča encime, skupina gliv, ki izloča encime oksidoreduktaze, razkroji lignin do glukoze ali pa glukuronske kisline in tega lahko počrpa hifa. Druga skupina gliv, ki pa povzroča rjavotrof, no, vidite, so pa eksoencimi, so hidrolaze, pa celulozo razkrojijo do glukoze, to je bolj enostaven proces in glukozo potem absorbirajo za svoj razvoj. No, zdaj, če ne bi teh vzorčkov, bi pa tukaj bili bela trohnova in pa rjava trohnova. No, in pa da ti procesi lahko tečejo, je potrebno ravno pravšna vlaga. Zakaj pravšna? Vlaga mora biti, da lahko se encimi, eksoencimi transportirajo v substrat, v food, v hrano. In ko tukaj razgradijo komponente lesa, morajo potem vodnem filmom potovati nazaj v celico, kjer si goba sama ustvarja preko energije, ki jo dobi na ta način sebi lastne snovi. Sebi lastne snovi in tako rečemo, pod gobi je izraslo, tudi klobuk in tako in spore. Ampak voda mora biti ravno prav. Vidite, tukaj pa sem veliko konzervatorjev predaval, kdaj pride do razkroja v gradovih in tako dalje. Ko je ravno prav vlage. Če je suh les, ni šanse, da bi goba uspevala. Ker tega procesa ne da. Če je pa preveč vlage, pa ne more dihanje potekati. Pa ne more proces, tudi če glukozo dobi, ker rabi kisik in izločanje CO2. Torej mora ravno prav biti razmerje in to je nekje tam med 60 in 70% na maso lesa, odvisno od izločenih. Ja? Zdaj razumeli? Tako da lahko lesne te izdelke ščitimo na račun, da jih posušimo oziroma pod zračno suhi, to pomeni, da je ostrešje, ko je pokrito, je vlaga taka, da ne dopušča, da bi ti procesi tekli. Včasih so pa tudi namakali hlodovino in tudi na Barju najstarejše kolo, koliko je 5200 let staro, je pa zato, ker je bilo preveč vode in ni ta proces potekal. Ja, in zato so na kolišča na Barju še vedno. In pa v lesni industriji, ko se jaz leta 90 prišel iz biologije, oziroma 89, sem še nekaj, je bilo še 2 skladišče, so bila, ko so potapljali hlodovino. Celo leto so imeli bazene, tule gor v Duplici pri Kamniku, so imeli pa tam v Pivki, ko so furnir delali. In so na ta način tudi več let lahko hlodovino v bazenih, ki bo ga popolnoma prekrito z vodom. Ja, in odprizeno. Dobro. Tako da faktori, ki vplivajo na rast in razvoj, je vlažnost substrata, mora biti ravno pravšna, seveda encimski proces je, temperatura, relativna zračna vlažnost, posebno, da se ne suši, pa da pozženejo trosnjaki, zrak, kisik, odvaja CO2, ker je to aeroben proces, ne anaeroben. In svetloba, posebej je navadno za podgobje ni potrebno, za klobuke ja. In pa zelo pomembno za delovanje encimov je tudi pH, ampak to je sorazmerno preširoko. No, zdaj sem malo takole nasplošno v gobah. Upam, da boste potem uporabili v biotehnologiji, mogoče lažje razumeli, kot da bi samo tukaj začel. Torej, zdaj način oskrbe z glivami, torej, kje lahko mi v biotehnologiji uporabimo? Kot sem že prej malo nakazal, pri mikorizi lahko, da pogozdujemo predele z gobo, ki je odporna na tisto polucijo, ki je na tistem področju. Mi smo to takrat s profesor Gogalovo delali
pohorje, ki so bili v žigi iz Šoštanja. In kam smo hodili z Nado, veš na pohorje, ne? Spodne Drče, Pahorski križ in tako, verjetno vi poznate kaj te predele. Smo takrat hodila in smo gobe nabirala na teh užigovalnih delih in tiste uporabljala, da so jih v omoriki, tamle v Radlah, potem mikorizirali z temi gobami, ki so tam preživele. In potem sadnike nesli nazaj. Torej, lahko to delamo potem. Parazitske tudi, posebno tiste, ki parazitirajo na škodljivcih, nam škodljivih gobah. Lahko tudi to bi, ali pa na insektih, na majskem hrošču, naprimer, pa sem vam potem pokazal, ne, tudi to so naravni način borbe proti škodljivcem. Največ procesov pa lahko dobimo z saprofitskimi ali glivami ali skrajevalkami. Torej, najbolj primerna za biotehnološke procese, to je pa dejansko so saprofitske gobe in tudi te lahko gojimo. Jurčko pa tartufo in tako dalje ne moramo gojiti. Lahko pa saprofitske pa lahko gojimo. Ja, da so te gobe in lizotrofija, nekateri pravijo, da so omogočali življenje na zemlji. Ker je ta lizotrofija tista, ki je omogočala prve procese, to je ena teorija. In NASA naj bi tudi te modre bunkice odkrila in da naj bi leteli neki trosnjaki na Marsu. Življenje na Marsu, no se tukaj le vidite tudi sklep, če tole da raste gobe. Tudi barva sem videl, pa jaz sem to slike dal. No in najbolj preprost način biotehnologije je gojenje gob. No, takole gojimo v strigarji, lahko na štorih, lahko na slami, samo da je lignoceluloza. Tale traja nekaj mesece, tole pa mogoče 3-4 tedne, pa so že gobe. Takole gojijo, to jaz predavam še v Mariboru, ne več v Ljubljani. Tudi moj doktorant predava, docent Andrej Gregori na agronomiji, jaz pa še v Mariboru. To je šitake gojenje, tudi na teh ostankih. In to je že kar malo kompliciran pri šitake, kar precej kompliciran proces, lahko rekel, da je že malo bolj napredna biotehnologija potrebna. Mogoče še tole za šampinjone. Tukaj le, jaz časih po televiziji gledam kakšne z gobarskega društva, pa pravi, dajte, ko greste gobe nabirati, dajte odrezati bet, ne. To je narobe. Ker res tem, ko odrežete bet, ostane bet na površini in tega potem grejo bakterije in insekti in potem prenesejo viruse v podgobje. Vi morate spuliti, kar gre z betom vred in tudi del micelija. Ja. In jaz sem že dostikrat potem na televiziji poslal, da sem rekel, pa dajte jih drugače učiti, ne. Ker tudi gojitelji gob, največji problem je pobiranje. Kajti ni mašine, ki bi to delala. In še vedno na roko zasukati, ker mora iti vse, kar je. Če to naredijo, da odrežejo, pa je samo eno brod in nič več. Ja. Najprej to sem rekel, da vam bom pokazal. Pogoji, vidite, zdaj pa samo to, ne bom kaj dosti. Pogoji pri gojenju, vi morate dva procesa sta to. Eden je preraščanje, ki ima čisto drugačne pogoje, kot pa obrod gob. In vidite, dejansko morate imeti dva prostora ali pa istem prostoru dve regulaciji. En, da preraste substrat, da nastane telo gobe in če hočete potem obrod, morate pa, vidite, temperatura pri preraščaju je 25 do 28, temperatura obroda je pa 10 stopinj nižja. Tukaj vlažnost substrata je zelo pomembna, tukaj ni pomembna. Kompoziti mogoče imajo malo višjo relativno vlago, ne relativno vlago substrata kot pa masivni les. Relativna ni pomembna, pH je pomembna, prevračevanje tudi ni tako pomembno, svetloba ni pomembna, verjete, za obrod gob imate pa zopet komplicirano. Je treba znižati temperaturo, relativna vlaga je potem tukaj pomembna, vidite, tukaj ni. Prezračevanje, zelo intenzivno, če ne imate same bete, pa na koncu majhen klobuček. Zelo intenzivno je treba svetloba, tukaj ni, gledajte, tukaj je, in pa higiena mora pa vse posod biti, s tem, da tukaj jo lažje vzdržujete, ker je to navadno v vrečah zaprto, tukaj pa že kar veliko pridejo potem razsuti tovori, oziroma ko se to
gobe pobira, je treba pa kar higijeno vzdrževati. No, takole bo potem, to sem na Kitajskem slikal, kar nekaj vrst. Vidite, tole gobo gojijo v temi, zimsko panjako in je tako kot špageti. Zaradi tega, ker je naredijo obroč okrog CO2, nimam zdaj to prikazano, mogoče bi lahko enkrat samo o gojenju gob predaval. To je najbolj gojena goba, najbolj pogosta zimska panjaka. Pri nas je drugače take oranžne barve klobučki, tukaj so pa beli pa na velikih betih, pa na majhnih klobuček. In ta ravno z CO2-jem to dosežejo, da je tako dolg naredil ovratnik okrog tistega kozarca, kjer gojijo to gobe ali pa vreče. No, tole pa na tržnici. Ko smo znala takrat začela, samo šampinjoni so bili. Potem sem jaz nekaj za hobi začel malo ostrigarje, torej leta pred 80 letom. No. Zdaj pa dejansko že tam skoraj vedno na tržnici je 5 do 6 vrst gob. To je že kar napredek od leta 80. Tole je Hypermar Leclerc, ko pogledajte, koliko gob je to. In tukaj je že tudi veliko znanja, veliko križanja in tako dalje. To je neki proces biotehnologije, tudi v tem. Potem pa zdaj gojenje smo nekako uporaba v biotehnoloških procesih, mikroremediacije, torej razgradnja pesticidov oziroma biocidov, ki so zelo trdovratne, lindan, PCP. Noben organizem skoraj, to nekaj do 30 let lahko zdržijo in še več. Goba pa to lahko kot hrana uporabi, ker je, kasneje povedal, prvi odmevni opis o negativnih vplivih pesticidov, to je iz moje mladosti. Vem, da smo doma lindan, pantakan, to je bilo briga, škodljivci, kemija bo vse rešila. In dejansko so se za agronomijo in zaščito ukvarjali s kemiki. Tudi profesorca, katero sem jaz nadomestil na lesarstvo, je bila kemik. Ampak potem so iskali biologa, ker je se seveda ta paradigma zamenjala, da niso vse kemikalije, kajti veliko škode so naredile. In tale Carlson je že 62. leta opozoril posebej na DDT. Po letu 90 se začeli, da pa tole ni vse, tudi zdravila so rekli, dej tako je antibiotikov in tako dalje, ampak dajte s čajčki najprej in tako. In tako se je tudi dogajalo v agronomiji in fitofarmacevtskih sredstev in tudi na biocidih, ker spada zaščita lesa. No, ampak jaz sem se na koncu, preden sem se upokojil, sem se skoraj več ukvarjal z razkrojem zaščitenega lesa, kot pa zaščito lesa. Torej, in bioremediacija, ali zdravljenje, ali kako, če je rastlina to fitoremediacija, uporabljamo rastline, naprimer imate tele konoplja ali pa te so kar precej dobro absorbirajo določene izstali in lahko čistijo tla. Potem bakterije tudi, če pa gobe, glive uporabljamo, je to pa mikoremediacija. Uporaba gliv za razgradnjo odstranitev pesticidov. Najboljši rezultat je, če organski pesticid nastane CO2 in pa voda. To je najboljše, da razgradijo, to je težje, ampak gobe so tega sposobne. Zvedno za organski gliv. Razstrupljanje biocidov zaščitnih sredstev, imate rjavo trohnobo, te gobe so manj sposobne, ker te razkrajajo celulozo. Medtem ko glive bele trohnobe, to so pa najbolj frajerski organizmi na svetu, kajti tako kompleksne snovi. No in zdaj, zakaj sem vam jaz tisti uvod prej naredil? Če mi se ukvarjamo z tole mikoremediacijo, mi ne potrebujemo vzgojiti gobe. Za nas je dovolj samo tale del, kot gob je to narediti. In prerastli substrat, vidite, tole je dovolj. To pomeni, da mi tega drugega dela ne potrebujemo. Tako da samo zagotoviti te pogoje in potem lahko gobe kot gobi svoje naredi. No in za rjavo trohnobo mi lahko odstranimo, pa čistimo anorganske. Mi jih ne moramo odstraniti, dejansko lahko jih pa skoncentriramo ali pa naredimo, da les jih lahko iz lesa speremo. In pa skoncentriramo. Drugače razgraditi pa mineralno ne moreš oziroma ostanejo. In tako se uporabljajo za impregnirane drogove.
in da to so z anorganskimi snovi zaščiteni. Ne? In tukaj vidite tudi z nekim drugim, baker, kromar, zemlji, ki še vedno je v uporabi les, ki ima to noter, veste, kako je, da je dovoljenje samo že baker, ta vrsta prepovedana. No, potem je pa razgradnja organskih biocidov, to so pa glive bele trohnobe. Glejte, da je pa ta struktura lignina, kako je komplicirana, in glive bele trohnobe, ta skupina lahko te molekule razkraja. In če pogledate te molekule, to so pa najbolj trdovratni biocidi ali pa fitofarmacevtska sredstva, in goba, ki ima encime, da razkroji tele, to so predvsem nespecifični encimi, lahko tudi razkraja te trdovratne in sedaj prepovedane biocide oziroma pesticide. Da ne vejo zdaj govoril, pesticid je proti škodljivcem, je lahko zdravilo, je lahko fitofarmacevtsko, lahko pa biocid, ali pa veterinarsko zdravilo. Odvisno kakšne formulacije, ene niso. Na splošno bomo govorili o biocidi, so na primer za zaščito lesa, pa rečemo, da so pa biocidi. Ampak lahko je aktivna molekula lahko v eni, drugi ali tretji formulaciji, lahko pa se pač uporablja. No in gobe, ki s svojimi encimi lahko razkrojijo lignin, lahko razkrojijo tudi te snovi. Tole je na primer lesna gliva, vidite razgradna. To razgrajuje lignin in tole so te encimi, lignin peroksidaza, mangan peroksidala, lakaza in tako dalje. To je oksidativni proces razgradnje, torej so zelo nespecifični encimi, to goba samo ima. Pri človeku imate zelo specifične, pa tudi pri rastlinah. Tukaj so pa sorazmerno nespecifični in tudi v širokem področju, pri človeku, koliko 36, če je 37 temperatura, smo že slabo se počutimo, že je okvara, tudi za encime ne more več dobro delati. Medtem ko glivni encimi pa delujejo v širokem območju, tudi 5-6 stopinj, je pa še vedno skoraj v optimum. In te lahko onesnažila in to se imenuje mikroremediacija. Vidite, tole je razgradnja posebnih odpadkov, tole smo delali v takih kozarcih, kjer smo ta les in potem smo zmerili koncentracijo prej, pa potem in tole usedline kave je velik problem, kam, to je ogromne tone in slabo se razkraja, tole smo mogoče s kakšnimi temi sredstvi, vitamin C prerašča in obenem razkraja les in pa biocid, ki je zaščiten. Tole je pa tukaj le zraven šola, tukaj, kar je bila Kornhauserjeva imela laboratorije, ne vem, če veste, to tam ne, na te srednja elektra, kaj je zdaj šola, od spodaj je bila pa to. In meni enkrat, oni so pohištvo, ker so se suzili, ker je bilo toliko formaldehida, to so še stare plošče, je ona ukazala, da se jih odstrani in so jih vrgli tam en parkec je bil mali. Na kar me je na biologinja Bohova me pokliče, se je bila tudi tvoja študentka, je tam bila me pokliče, pravi, Franci, veš, da ostrige ne raste na teh strupenih ploščah. No, torej, pogledajte, ostrigar bi že lahko to razkrojil, ki pa zdaj delajo plošče, ki je minimalno formaldehida, to je aldehid mravljične kisline. No, tole je slama, katera so zlili nafto. No, in pogledajte, ostrigar je lepo tudi iz tega pognal. Ne vem, če bi ga jedel, ampak. In pa, naprimer, švelerji oziroma pragovi, ko so s kreazotnim oljem, velik problem. Nekateri dajo na vrt in jaz odsvetujem, ker so zelo aromatske snovi in zelo strupene, zdaj so celo prepovedali, samo v določenih področjih še. Francija in te države imajo še celo drogove z kreazotnim oljem zaščitene. In odpadne te zdaj lahko tretiramo z gobami in razstrupimo in naredimo veliko proces neškodljiv. Potem čiki, pogledajte, goba, tudi te, tudi to je pravi problem, se jih veliko nabere tega. No in jaz sem kar nekaj časa sodeloval z Metropolitanskim muzejem, potem je šel profesor z Metropolitanskega muzeja v Sviconija. Na Metropolitanskem muzeju je pa celo slovenskega nadomestja. In to Črtomir Tauzes.
Ko je hčerka šla v šolo, je rekla, da ne grem. In on je dobil steady job, redno zaposlitev, pri meni je doktoriral, pri Nadi je pa diplomiral. Potem pa šel pa na lesarstvo, kjer je pa iz konzervatorstva. In potem je bil nekaj časa tudi na restauratorskem centru, ko se je iz Amerike vrnil. In v Metropolitanskem muzeju je potem prišel ta Črtomir, seveda nostrificirali samo doktorat, ta Robert Kessler, ki je bil prej tam, je prišel pa na Smithsonian, kjer je precej večji muzej, ameriški Smithsonian. In zdaj dobim, da se je 1. februarja se bo mesto, če tudi on že upokojil, ta profesor, s katerim smo tole sodelovali. Kaj smo pa delali skupaj z njimi? Veliko teh pa indijanske tisti obleke, pa oni imajo, Smithsonian ima en ogromni muzej samo indijanske kulture. In so vse za temi biocidi, lindan, PCP in tako dalje. In seveda, temo so umetniški predmeti, so v muzeji impregnirani s temi biocidi in seveda najpogostejši so tele anorganski in pa organski PCP, natrijev, pentaklorofenol, tega dela cinkane celje. Endosulfan, lindan in tako dalje, torej zelo. In niti ti konzervatorji nočijo v te depoje iti, ker reče, to hlapi in mi smo ogroženi. Torej osebe muzeja kustosi, prav tako pa tudi obiskovalci. Če imate to razstavljeno zdaj, z temi morate na vhod napisati, preden greste noter, da so zaščiteni in da, če ne, to vas lahko nekdo toži, da je obiskal. Ja. Da na vhodu mora biti čisto slučajno še te predmeti etnološke in pa kulturne dediščine zaščiteni, je treba na vhod na razstavo obesiti obvestilo, da so na svojo odgovornost. Torej, zdaj se seveda Bob, ta profesor Kessler, smo delali, da bi te predmete razstrupili in jih naredili za človeka in okolje manj škodljive. No, zdaj pa kratko, kar smo delali takrat. Imeli smo lindan, natrijev, pentaklorofenol in pa PCP namesto OH skupine namesto natrija. Tole se pri nas proizvaja lindan, mislim, da ne, ali pa da je, ja, lindan je delal pa rače, Pinus rače je delal pa lindan. Mi smo uporabili 4 gobe, to je bela tramet s verzikulor, pisana ploskocevka, vidite, v strigarje smo uporabili. Tale je ena zaprta trosnica, ki bo vzročila tudi belo trohnobo, in pa eno gobo, ki bo vzročila rjavo trohnobo, torej ne razgrajuje lignina, ampak bolj celulozo. In te 4 gobe smo podvrgli temu in smo pogledali, kaj razgrajuje ali ne. Kaj smo najprvo? Najprvo smo naredili screening test, da smo dali to substance v eno lestvico in cepli gobe gor. In smo videli najprvo kontrola, pa topilo, ker te vse te kemikalije, ki smo jih imeli, so v organskih topilih. In mi smo imeli DMSO kot organsko topilo, tudi tega smo čistega dali in potem različne koncentracije. In smo gotovili, pogledajte, pri 1,25 mikromola 2,5 še goba kar precej dobro raste. Seveda, pri veliki koncentraciji, tu je pa dejansko inhibicijska cona 20, je bilo pa že preveč. To pomeni, če ustrezno razrečimo, gobe rastejo in bodo verjetno na ta način tudi razstruple. Potem smo šli na test papirčke in smo ugotovili, če je bil kateri papirček, ki je bil celuloza, če smo dali še to zraven, je kar boljše skoraj rastel kot na kontroli. Kajti papirček je samo celuloza, ta goba pa razkraja še aromate, to je pa lignin. In seveda, če smo dali lindan, je bil ta aromat zraven in je bolj ga prepoznala kot pa dejansko sam celulozo. No, potem smo pa seveda rekli, bomo v tekočih gojiščih, gledajte, tu je trameter z verzikulor, standard, tule je pa PCP, 15, koliko koncentracije, mislim 15,3 ali nekaj tajga. In pogledate, da se je miceli v tekoči fazi vzgojil približno enako. Z PCP-jem ali pa brez. Z ali pa brez. No, potem so tudi ugotovili, hipoksilon fragiforme je bolj slabo rastel, ta ugljena kroglica, ampak gledajte, kontrola, približno isto, če je bil lindan ali pa to amino natrijev, ga je precej zavrl. Nekatere gobe so pa na PCP-ju celo boljše rastle, pogledajte, kontrola, lindan, pogledajte, kako trametes raste tukaj, ko je PCP rdeč. Tudi tukaj
natrijev PCB je bolj skoraj pa približno enak kot kontrola. To pomeni, da te gobe in je to hrana. No, potem so pa z lindan smo z gaskraturo v angleščini, ker sem to potem predstavil v Ameriki. Sej nič hudega, če imamo v angleščini. Tako da vidite, tukaj smo, tole je kontrola, koliko je bilo, seveda to smo v tej tekočini potem imeli začetno koncentracijo in potem končno. In smo ugotovili, da je ostrigar je najbolj razkrojil, približno 50%, tale tudi kar dober, manj ta, geofilom trabejon, ki povzroča pa rjavo trohnovo, pa je skoraj na kontroli, torej tak je razkrajaca brozov. Te gobe, ko pa lignin razkrajajo pa, ampak najboljši za lindan je bil pleurotus, ostrigar. No, potem tu je PCB, pentaklor-bifenil, in tega smo pa potem z gas kromatografijo, z plinsko kromatografijo PCB. In zopet, govorite, celo geofilom trabejom je delno PCB razkrojil, kontrola, najbolj pa zopet ostrigar. Skoraj 75% da je bilo manj od določenih. Natrijev je pa najboljše razkrojil trametes. Sploh ga ni bilo več z HPLC-jem, nismo ga več detektirali. In ostrigar tudi skoraj, torej kar precej ga je razkrojil. Ne pa kontrola tukaj, brez gobe. No, potem, torej, smo rekli, zdaj bi to lahko dejansko tretirali vse površinsko, za to gobo ali pa s temi encimi in bi potem mogoče vse površinsko odstranili lindan ali pa PCB ali pa PCP. No, potem pa degradirana površina, veste, kje je to? Termoelektrarna Šoštanj, ta filterski pepel. Tukaj so takrat profesor Gogalovo angažirali in ona je eno skupino vzgojila in je tam zdaj tiste misli Eriko ali kako je to podjetje, ampak začetek je bila profesor Nada Gogalova, oziroma smo tja hodili. In zdaj tam je pa zdaj kar velika inštitucija. Problem je bil, da je to ni se zaraščalo in ob vetru je bilo to, takole tale pokrajina, so bile varenje v prahu. No in potem je ta pri meni delala ena gozdarka, Barbara Piškur je pri meni doktorirala iz tega, da je pokrila za sekance in na sekance smo dali ostrigarje. Po 2-3 letih je ta mreža, so sekanci zelo razpadli, celo gobe so se pojavile in čez 4 leta je pa takole ozelenilo področje, pa še gobe so manj nabirali. To je doktorska dizertacija Barbare Piškur. No in zdaj so celo ugotovili, to pa ni naša raziskava, da plastiko jedo gobe in tukaj lahko res na tale spletne, zelo zanimiva stvar, torej tudi plastiko. Ampak veste, plastiko tudi bakterije razgrajujejo. Nekatere bakterije, pa tudi gobe so sposobne jesti plastiko. No, potem so pa nekaj, ko sem jaz prišel iz biologije na lesarstvo, me pa zanimala piravost, to je neenakomerno razkroj pri bukvi. Pride do tega, če več gob hkrati. In te gobe, vidite, nekatere si pomagajo, tukaj je ena goba, to je druga, lepo prerastejo. Nekatere si pa nagajajo, pogledajte, ta pa ta, misli pa inhibicijska cona. In potem je ena pri meni doktorirala iz tega, pogledajte, ena goba proti drugi ne zraste, ampak tvori inhibicijsko cono. In tukaj pri tej piravosti, vidite, so pa takole dele pregrade. En del je zelo razkrojen, drugi del pa ne, ker si gobe nagajajo. In to smo rekli, bi lahko celo za zaščitno sredstvo, potem smo iz tega no, če te dve gobe damo, te, ki tvorijo inhibicijsko cono, če smo jih dali v tekoči medi, se v 3-4 dneh išče obarvalo, ker je bilo prozorno, ali takole rdeče, ali turkizno, modro, ali pa takole, torej so se neki metaboliti tvorili. Če je samo eno kultura, je takole. Če je pa dve gobi, ali pa goba, katere dve se marata, mogoče tole, ta dve, ko se marata, ni prišlo do tvorbe tega obarvanja, tukaj je pa prišlo. In potem mi še nismo imeli plinske, ona šla v Dundee na Škotsko, del doktorata narediti
in je ugotovila, če sam pod gobje raste samo ene gobe, je takole tale pik, se ne pojavi pik pri kromatografiji, tudi druga goba, naprimer tu je ostrigar, pa tale škrata rdečo sojevka. Če je pa gojila dve gobi skupaj, se je pa vedno pik pojavil. In retencijski čas je bil pri različnih kombinacijah gob vedno na istem mestu. Tako da bi skoraj rekel, da gobe govorijo isti jezik. Vidite, tu so bile druge dve gobe, zimska panjevka in pa pahljačica. Tu brez pika, če je sama goba, če smo pa skupaj jih gojili, pa na istem mestu pik. In to pomeni, da bi mi te snovi lahko iz tega, če bi izolirali, tukaj bi lahko kot fungicid, naravni fungicid, ker te inhibicijski coni je snov, ki zavira rast. Podgobja, ne govorim o telesu podgobja. No, potem so seveda, to je primer biokontrole, ker ena goba zavira drugo in fuzarijev, in streptovices lahko deluje proti fuzarijem, torej ena goba proti drugi, to zdaj kar uporabljajo že v agronomiji. No, najbolj znan primer je pa tale cordyceps, zdaj ga športniki uporabljajo kot za zelo preko energijo, kolesarji, smučarji in tako dalje. Ampak lahko se pa uporablja, ker parazitira na larvah insektov in na odraslih, zatiranje žerk majskega hrošča. In jaz sem to kar nekaj let tako imel, Madonca, to smo pa naredili, tudi smo poskušali termite zatrti in tudi tega koloradarja, ne. In je lepo rasto čez, drugače pa to gobo gojijo za namene prehrane, kot prehransko dopolnilo. No, takole raste nas to. Zdaj je prepovedano nabiranje navadno na Himalaji, to raste iz nožjih, tam se zdaj prepovedali, tako da samo še gojijo. No, in jaz sem pred 5 leti zbiram tudi, ali pa berem koledarje družbe Svetega Mohorja, zanimive knjige, zanimivo branje. Najstarejše imam Tavžent 876, začeli so pa Tavžent 851, je slabšek. Tako da če ima kdo še starejšega, bi ga zaprosil, da mi ga odstopi. Ampak gledajte, tukaj, če tole pogledate, tukaj 1894. leta je pisal ta človek, da te žerke, ali kako je to imenoval, okružijo z glivo in ko ta gliva gre noter med njih, žerke uničijo. Tako da sem rekel, jaz se grem neko biotehnologijo, ko sem tole prerval, sem rekel, vse so že to naši ljudje vse vedeli. No, torej, če gledate, da denejo zemljo na različna mesta, razširijo bolezen med svoje tovarše, okuženje se vrši sicer počasi, to da kadar pospeši gliva, spravi ogrce, pomori in izčasno domali, da vse uničimo. Zanimivo, ne? Torej, zdaj, jaz sem to 2012, gledajte, koliko je že zdaj teh organizm proti biološko zatiranje. V ZDA je 55 organizmov, v Kanadi 97, na splošno pa po celem svetu že je bilo že takrat 216. Različni mikroskop, green musculture proti kobilicam, velik problem so roji kobilic, ki lahko uničijo. Če jih ne spremljate, zdaj jih spremljajo z aviona, če se razmnožijo na nekaj milijonov, vrst gredo kot in vse uničijo. To se je dogajalo včasih iz Afrike proti Aziji in tako dalje. Tako da zdaj jih zatrejo že lokali in zdaj tem za green musculture, mislim, da je na osnovi tega cordycepsa. No, potem celo v Švici sta dva proučevala, kako bi violine in ugotovila, da Stradivari tudi te les preden in naredil violino, Matjaž, ti si violinist, da je obdelal z glivo. In tukaj je tale Franc in tale gospa sta naredila, da sta za tole glivo tretirala, to je tudi neki biotehnološki proces in se je akustika oziroma izboljšalo in da ne bi Stradivari tudi na ta način dosegel. To, če preberete. No,
Potem je, pogledajte, delo leta 2002. 12 so odkrili čudežni material, to je najboljši material, kar ga človeštvo pozna. Iz lesa. Ampak, vidite, to je nanokristalinična celuloza. Močnejša, 7-krat močnejša od jeklene žice istega premjera. Močnejša od pajkove nitke. To je nanokristalinična celuloza, ki jo dobite iz lesa, ampak tule pogledajte, s česa to pridobivamo. To, kar pri nas stimulirajo kurjenje, ne? Davek so znižali z 22 na 9, da ga čim več pokurimo, namesto da bi iz njega delali najboljši material človeštva. Ampak, zakaj vam govorim? Veste, celuloza je sestavljena iz kristaliničnih pa amorfnih delov. In zdaj, da dobite ta trpežni nanokristalinična celuloza, vi morate odstraniti tele dele, amorfne, pa verjetno tudi goba pri violini leso tole odstrani, da ne ostane kristalinični, pa mogoče potem boljše zveni. Ampak tukaj, da kaj vam govorim, in vi morate gobo pripraviti, da bo ta amorfne dele, ki naredi les bolj, da je gibljiv, ampak močnejšega pa naredi kristalinični. In če se odstrane te dele, dobite kristalinične in to je potem ta nanokristalinična celuloza, zdaj se imenuje nanofibrilirana celuloza. In to je material prihodnosti. Zračunam, da bi lahko 5 km objekte gradili z tega. No, tako da, evo, tudi pri nas zdaj na katedri en lesar se zdaj s tem ukvarja. Zdaj lahko ta amorfne dele lahko odstranite z gobo ali pa s kemikalijami. No, tako da tudi tukaj je lahko biotehnologija vpliv. In tole je tako, vidite, nov material in je močnejši, kot je nitka pajkova nitka. In nekako tudi močnejši, 7-krat močnejši od jeklene žice. In z njega so Japonci naredili celo avto. V Ameriki so 2 tovarne, ki to delajo, seveda za NATO in tako dalje, po veliki tajnosti. Ampak ko so to začeli v Ameriki delati, zdaj sem malo pohvalil, ampak dejansko je en profesor, ki sem ga spoznal, pa ni bil to Bob Kessler, ampak z druge, je rabo biologa, da bi in me je prosil, da bi, če bi jaz šel v ta projekt, ampak mi še takrat nismo bili v NATO, je rekel, da je treba to tajno in jaz sem šel na ARRS, sem rekel, imam tole, da bi to, je pravil, jo, veste, bo razpis, ki je pa šel, vse veš pa težko, kako je to bilo. Bo čez pol leta, ne, pa to se je leto, pa pol se je vleklo, skoro smo pričakovali, da bi projekti prišli, pa niso nikar prišli, meni so odpravili, veste, kako je to, sem rekel, da sem tega pisal kolego, da pa čez to ne morem. On mi želel, da bi pri tej nanokristalinični gobe uporabljali, tem sem pa kariero bil takrat in moja skupina smo delali. No, zdaj pa še pakirni material, evo, to je Ecovita, v Ameriki so začeli Green Islandu delati, jaz sem to dobil, potem so celo pokazali, da kot pakirni material, tudi kot gradbeni material in tako dalje. In to so potem tudi na Portugalskem in so šle študentke arhitekture na Portugalsko z vsem pač znanjem, ki ga nimajo iz biologije in so se vrnile navdušene, da bodo one to delale iz tega, ker so to videle. No, in ko sem jaz tja prišel, seveda, vse je bilo okuženo. In potem le profesor se reče, meni se zdi, da pa profesor Pohleven pa z gobami dela. Nekaj so potem prišli in smo šli skupaj, pa sem seveda imel par ur predavanj za njih. Bile so navdušene, ko so videli, kaj Portugalci delajo, bile so pa na izmenjavi. Ampak izgleda, da Portugalci niso vsega povedali in je takole, ko sem jaz tja prišel, gledajte, to je sama plesna in tako dalje, to ni bila čista kultura, takole so to naredili. Ampak potem so pa jim je ratalo in ta skupina je potem odšla, ampak ne vem, če še kaj delajo, v glavnem so pa jim je pa uspelo kot gradbeni material. Ejte, takole, ki je tudi, tako, to je pa zdaj v Ameriki, tudi ne bi to, IKEA ne bi zdaj to z tem pakirala. Jaz ne boste verjeli, ta, kaj je že bil, na ministrstvu je bil Mihelič, kako se je pisal, en sekretar.
Kasneje, ko je ministrstvo se namedil, on šel v Gorenje. Jaz sem ga pa spoznal na ministrstvu in sem rekel, nič bom šel v Gorenje k njemu, da jaz mi delamo to, zakaj ne bi Gorenje televizorjev pa prani strojev tudi v to pakiralo. Jaz sem ves navdušen prišel, potem me je povprašal, ja poslušajte, pravi, a to lahko v vodo gre? Jaz sem rekel, ne vem, a televizorje vi potapljate v vodo. Ampak tako vprašanje dobiš, ne? To ne bom nikoli pozabil tega Mihaliča, ne? Prej je bil na ministrstvo za šolstvo, tam je prvi železniški postaji, ne? In to ministrstvo. No, takole po svetu že delajo to in IKEA ne bi od leta, že ne vem, se je zamujala za 2 leti, zdaj pravijo, da pa delajo. To pomeni, če vi dobite televizora, pa pranje stroje in tako dalje, stiropora, veste, koliko je to. Ta material pa vi lahko daste na vrt. Pa ne samo to, je odpor na ogenj in pa kot gradbeni. To so zdaj pa navdušene te študentke, kot so prišli iz Portugalske. Ne vem, kaj je bilo to ena skupina, se tule piše, to so imeli, vidite, letno šolo 2018 in so prišli navdušene. So pravi, delali, vse bilo okuženo, ampak ko smo pa skupaj stopili, pa so kar uspeli. Ampak zdaj že, veste, da smo že 23, kje so te punce. Tako da, vidite, celo te arhitektki se s tem ukvarjajo. Tako da, no, mi smo od Ekovite dobili tole material in smo tudi naredili, ene osnovnošolke so delali na tem in so se potem zmagali preko gibanja znanost mladine celo na biotehnologiji. Takole smo dali v te modelčke, 3 dni je to, da je preraslo. In te modelčke sem danes iskal, da bi jih prinesel, tako da jih imamo. Poglejte, celo, tudi sem dal zamašek od tele Donata MG in je tudi, vidite, da so celo toliko verno, da so celo te zobčki gorno. In potem Mikoflex, tudi neverjetno, kakšno gobo, to sploh ne morate potrgati, to je tako močno, ko so tam miceli porasle. To je zopet ta material prihodnosti. No, jaz sem potem Ameriko pisal, da naj mi povejo, katera goba je to. Ja, to je pa tajna. No, sem rekel, to bi meni rekli tajna. In jaz sem seveda gobo vzgojil in veste, katera goba je to? To je goba, ta Ganoderma lucidum, najbolj zdravilna goba. Ja, takole lepo mi je zrasla in celo spore mi je spustila, kozarčko sem jo vzgojil. Ko sem rekel, zdaj pa ne bo tajne. No, potem je pa ta ameriški aplikativni projekt za kemijo, fakulteto za kemijo v Mariboru in pa za perutnino Ptuj. Vidite, to sem vam pa že prej pravo malo, ko še vaš ni bilo, da smo v perutninarstvo morajo tem piščancem nastiljati ne s slamo, ampak z oblanci pa žagovino. Kajti bakterije ne marajo lesa. In ko to v farmah je to dobrodošlo, ko so pa v Dražencih naredila perutnina Ptuj bioplinarno, so pa bili te leseni deli pa neugodni za metanogene bakterije. In potem smo rekli, da bi mi vidite, to je ta gnoj piščančji, prerasli z gobo, ki razkraja ali pa se načne malo lignin, ker lignin je tisti, ki ga bakterije ne marajo. No, vidite, takole smo potem različne kombinacije. Zdaj pa koliko prerasti, veste. Če je premalo, potem še vedno bakterije moti, če pa preveč, smo pa že preveč energije vzeli, pa ne bo bioplina dovolj, ne. Tako da smo tukaj kar ene kombinacije, vidite, da tem piščančji njegove brez, tukaj pa Biocardiella adusta in pa zopet piščančji njegove pa spet neka druga kombinacija in tako dalje. In potem, kar smo naredili, zdaj, da bi to merili, kako bi merili, niste nekaj Scholendera, kako je že ena metoda, smo mi pri tebi na vajah imeli, da smo dihanje gledali, ne? In jaz sem to, ali pa pri mladi smo imeli vaje na rastlinski fiziologiji, tako da tole je bil reaktor, in tukaj iz cevke, koliko se je plin otvorilo, je šlo bileto, ki je bila napolnjena najprvo do nule, če so se pa mehurčke, je pa seveda ta nivo se zniževal, vidite, tukaj je toliko in toliko, in smo lahko v posamezne kombinaciji pri optimalnih pogojih gledali, koliko se metana sprostilo v tem, vse več,
tam, kjer so bilo obdelano z govem, pa manj. Nekako smo gotovili, da približno 2 do 3% je večji izkoristek, oni so rekli, to je ogromno za nas. In potem so neko pilotno naredili, zdaj pa da vemo, a še deluje to ali ne. No, celo tole je en profesor Strobel, da je ugotovil, da so celo dizelsko gorivo iz južnoameriških glivic lahko dobimo. Mi smo pa delali za razvoj papirnatih kozarcev, veste, ogromno plastike, ogromno, ne vem koliko milijard na dan, koliko nas je, 8 milijard, skoraj vsak sigurno na dan iz tega avtomata pije čaj ali drugo. Toliko plastike gre v teh kozarcev in seveda, zdaj so rekli, da bojo omejili. Papirnati kozarci bi bili, ampak 20 minut mora zdržati tekočino, to je neki standard. In mi smo potem z, kaj je tam, rateče papir, mislim, da eni tujci so lastniki, smo šli k njim, ker jaz sem gotovo, da med celi gobe, pogledajte, kako to deluje, vodoodbojno. In smo rekli, namesto na koncu, ko finiširajo za škrobom, da dobimo ta tiskarski papir, da ga tistega grobega obdelajo z micelijem. In če bi iz tega kozarčka naredili, pa bi 20 minut zdržali kole vodoodbojnost, bi mogoče lahko iz tega oni proizvajali kozarčke papirja. Torej tudi to, no to je iz ene knjige, da celo obleke delajo iz tega in celo pogledajte leter, oziroma usnje. Ja. Potem mogoče to, kar bi pa mogoče kdaj drugič imel, pa samo v zdravilnih gobah, ampak vseeno en tak uvod, uporaba gliv v farmaciji kot zdravila ali pa kot zdravilne namene, to je pa prehranska dopolnila, pa niso zelišča, ker goba ni rastlina, ne vem, kaj bi rekel, glivišča ali tako dalega. Ja. Še nimam imena in najbolj zdravilne učinke imajo mogoče primarni razkrajevalke. Tele gobe, ki rastejo na lesu, te imajo. Niste še slišali, da bi bile jurčki ali pa zdravilni ali pa mušnice, sploh ne, ampak so tudi jedilne, nekatere mušnice kažu tudi ne, ampak najbolj so zdravilne lesne gobe. To gobo, ko ste prej videli. In zakaj? No, še ta enkrat model. Torej, lesna goba izloča encime, s katerimi je razgradili lignin in celulozo do glukoze, ampak to zunaj telesa. V zemlji je pa na milijone bakterij, virusov, koliko je v eni žlički, ne vem, nekaj milijonov organizmov, še drugih teh res mikroorganizmov. In pogledajte, Boga goba s svojimi encimi naredi glukozo, ki so pa zdaj lahko dostopni tudi vsem drugim v tem, ker imajo zunanjo prebavo in zato izloča sekundarne metabolite, da kroti te organizme, da potem dobi sama glukozo za sebe. In zato imajo tako širok spekter delovanja te gobe. Poglejte, kaj vse izločajo. Lektine, laktone, alkaloide, terpene, triterpene, steroide, polisaharide, to so najbolj beta-gluhane znane, torej zelo širok spekter kemikalij producirajo. No, tole je pa moj primer bil. Imam doma majhen laboratorij, tudi imam laminarij in sem pozabil, ko sem ostrigarja, res, če najdem kje kakšnega zanimivega ostrigarja v gozdu, grem na bojišče, se tole sem vam pokazal, tole je tudi en iz Rakovnika, mislim, da ima R oznako. In nisem vključil ventilatorja, da bi prepihal preko filtra. So rekel, vse bo že. In pogledajte, tule je cepič, gledajte, kaj se je kakšna inhibicijska cona se je gradila. Bakterije niso zrasle. Torej, da bi lahko še nekaj antibiotikov, ne samo to, kar je Fleming odkril, lahko tudi uporabljali, da je še veliko potencijala v teh gobah. Glive v medicini, farmaciji, to je najboljši posel. Boljšega zdravila in revolucije ni, kot je iz gobe, iz peniciliuma. Fleming 18. leta. Kdaj so pa najširše uporabili že ta penicilin? Dan D. Vsak vojak je imel, ko je takrat že samo stekleničko oziroma cenili za vojsko. In je ogromno življenj penicilina rešil. Še vedno. Zdaj sicer je tako, torej, kot čudež je to.
Potem je pa klavec iz purpurja. Mislim, da Slovenija je bila ena redkih držav, mislim, 2 fabriki na svetu Lekin. Oni so delali rožene rožičke, to je argot alkaloidi, ki delujejo na kontrakcijo žil, to je Redergin. Zdaj imajo seveda ta obrat Lek oziroma Sandoz v Lendavi. Čista biotehnologija, pogledajte, kaj še fermente je. V času, ko smo še pri Nadi bili, so to po Vojvodini, Barjo in vse posod so z posebnimi stroji pikali te klase, ki so bili še zeleni, da se jih okužili z roženimi rožički. Zdaj pa imajo to čista biotehnologija in proizvajajo ta argot alkaloide v Leku v Lendavi. Zakaj so šli tja? Ker je bila kot nerazvita občina, so rekli, je treba in je država takrat stimulirala. Čadež Janez je to delal, vsega je želano biologa. Jaz so nekaj časa z Ljubljana vozil, tako preklinjal, da je mogel nas nekaj let pred penzijo se potem v Lendavo oziroma voziti, in se celo službo kustil. No, potem pa statine. Zdaj smo že v teh letih, da tudi statini nam že, ta inhibirajo tole holesterol, sintezo holesterola. In odkot se statini, vse tako so mi rekli, Kitajci dežela riža, ker sem jaz tam bil, on so rekli 5-krat na dan ne jejo riž, in to je res tako, ampak v različnih. Ena področje so imeli pa rdeči riž in so ugotovili, da tam, ker jejo rdeči riž, da je manj povišanega holesterola. Nakar so ugotovili, da to Monascus purpureus, da to na kuhanem belem rižu vzgojijo, vse če greste na splet, tudi v Ljubljani se prodaja že rdeči riž. Ne vem, če veste, poznate rdeči riž. No, pojdite na Google, jaz sem danes šel, je eno podjetje, ki to prodaja kot prehransko dopolnilo, rdeči riž. Vzgojijo torej plesen, torej da ni više to gliva, je plesen, Monascus purpureus, ki riž obarva rdeče, vsebuje monakolin, vidite, Monascus, iz Monascusa tudi monakolin K, naravni statin v zdravilih pod imenom flavovastatin. A ga je uporabljamo že? Torej, v mojih letih že. Ampak, veste, torej pa moram reči, da so statini tudi lahko v rastlinah, pa tudi v drugih organizmih, ampak največ pravi, da pa v teh gobah. Ste to vedeli? In je potem pri meni pisala doktorsko dizertacijo Ajda Marič, ampak ko sem si šel v pokoje, ona potem mislim, da pri Andreju Gregorju potem doktorirala, ker je on rabil za to centuro doktorja, jaz pa penzij ne rabim več za habilitacije. Tako da je potem pri njem in je ugotovila, kaj smo ugotovili, da mogoče statino več tvori, če še ena gliva in nagaja zraven. Torej, mora biti ne sama kultura, in smo ugotovili, vidite, tukaj je antagonizem, tule je malo čudno sebede, gledajte ga kar preskoči, tule se to drugo gobo, torej kar nekaj gob, kar 30 gob smo probali in na koncu je ugotovila, da nekatere gobe povečajo količino statinov oziroma tega monakolina, se je ona potem tudi v takrat času COVID-a doktorirala, ali pa tik pred COVID-om, in je ugotovila, da te interakcije, to je spet biotehnologija. Potem gobe v ljudski medicini, ne vem, če veste, Öcija, poznate Öcija? A veste, da je imel sabo, zdaj tako, ko gremo mi na pot, vzamemo aspirine, pa kakšne antibiotike. Tudi Öcija je imel sabo zdravila. In sicer 2 gobi. Imel je kresilno in pa brezovo gobo na tehle špakcah, tam njegove bisage so to najdli, in brezova, ta je zdravilna proti zajedavcu v to, medtem ko kresilna pa tudi tule, pogledajte, kresilna goba, Slovenci, jaz sem v nekaterih prekrajinah, pa en vojak, en oficir mi je rekel, da zaustavi krvavitev, te razkožuje, posebno izžiganje, in pospeši celjenje rani, da so to vojski tudi uporabljali, da so to en oficiri Jugoslovanske vojske, da so to gobo uporabljali. Verjetno pa poznate Coprinus atramentarius, to je ima antobus sindrom, torej ima kemikalijo, ki vpliva na to, da nas zastrupi, ker je v alkoholu. Če spijete po hrani en deci vina ali pa alkohola, vam je slabo oziroma lahko bruhate.
In to so, dokler ni Rugel povedal, da je treba psihično zdraviti, ne pa to, se veste, Rugla so celo napodili iz bolnice, so zdravili za tem. In tako na Pohorju, ker je bil bolnica za zdravljenje, kot tukaj na Škofjici, vsako jutro je dobil to tableto, ker ti tam pacienti so imeli so imeli kupovali pijačo in je bilo težko kontrolirati. In potem so jim dali vsak dan tablet in je mogel odprti usta, da je res pojedel. In tisti dan zagotovo ni smel alkohola piti. To je verjetno znano, veste, verjetno tudi nekateri, da ta goba je krasna, dobra, samo tisti dan bolj, da ne pijete, ko ste jo odložili, pa ne bomo vedno narobe. Potem, ker tudi lekarniška zdravi dihala, to tam na Vlogarski dolini poznajo to gobo macesnovko, ki zelo, zelo dobro zdravi dihala. In mogoče še tole, a to poznate zdaj, da te punce, ko se bojijo zrediti, da dobite ene tablete v lekarne, inhibitorje amilaze, razgradnja škroba. Tako da, če nekaj pojeste, se fajn najeste, potem seveda to tablet pojeste in se škrob v želodcu ne razgradi, niti v ustih več ne začne. In seveda pol so malo vetrovi v črevesu, ko pride to izrabljeno naprej. Ampak potem smo pa z Štruklom Borotom naredili študijo, 6 gob smo porabili, ampak rezultati so objavljeni, še pa ne tale Ravnikarjev, od Maja Ravnikarjev sin je tam tudi soavtor tega, pa ne napiše do končnega članka. Kaj smo ugotovili? Da gobe in to kresilna goba še več vsebuje tega. Jaz sem rekel, dajmo tole, Satirela sem rekel, jaz sem tule prebral v tele knjigi, to je čisti priročni gobarski, vse se dobite ga. To je najbolj priročna knjiga, kar jih je, ker so slike, narisane, niso fotografije. In kaj tam noter na nekaj strani piše, da znižuje količino krvnega sladkorja v krvi, to je malo dvojno napisano, bi lahko bilo krvnega sladkorja v krvi, ali pa krvnega sladkorja brez krvi, ampak to je prevod narejen z italijanščine. In jaz sem rekel, Boruto, jaz sem šel to gobo iskat, sem jo najdel, sem rekel, tale bo najbolj, ampak od 5 gob je največje učinke imela kresilna goba. Ampak tega ljudje niso vedeli, ker jih niso oboživali, ker je trda. In se zdaj članek, in zdaj, ker ima inhibitorje amelaze. In zdaj namesto, da bi te sintetične inhibitorje amelaze bi lahko iz gob izolirali inhibitorje in bi te punce, ko ne želijo se zrediti, da se fajn najejo teh ogljikovih hidratov, pa potem to tableto. To že dobite v lekarnah, tako mi je Štrukelj rekel. Torej, tudi tukaj je biotehnologija. Torej, članek pa čaka na objavo. Ampak gledajte, letos ta knjiga, mladinska knjiga je prevedla, mislim, da pa knjiga izšla v italijanščini nekaj 55, pred 60 letom. Mladinska knjiga je izdala tega leta in je že takrat pisalo. In jaz si predstavljam, da je verjetno, da znižuje nivo sladkorja v krvi ravno na ta način, da če to gobo pojeste, se škrob ne razgradi v sladkor in potem ne gre v tankem črevesu sladkor v kri. Vse tako si jaz predstavljam. Tako da, zdaj pa tako, ta goba je imela inhibitorje, ampak mislim, da enkrat manj kot v kresilni gobi. To me je pa presenetilo, ker jaz sem rekel, najboljša bo ta, ker je najbolj znala. No, potem pa seveda gobe v tradicionalni Kitajski, jaz sem imel 6 let z Berovičem, sem imela bilateralne projekte s Kitajsko, na tem področju vidite in izboljša oziroma uravnava cirkulacijo, oskrbo s kisikom, preventivno deluje proti raku in tudi uravnava nivo holesterola. Vse gobe, če boste jedli gobe, katerokoli imajo statine. Tako da jaz vam priporočam namesto mesa, ker z mesom boste dvigali holesterol, če boste pa gobe namesto mesa, boste pač tudi, če se drugače pregrešite, lahko zniževali. No, tole sem bil na Kitajskem, kar nekaj krat in dolg časov sem tam preživel v te bilaterale. Takole pa moj študent, moj doktorant v Kranjski Gori, Niko Medika, proizvaja zdravila, ima 6 zaposlenih v Ratečah.
od Meta sin, ne, od Andreja Grigorja. Andrej, pri meni je doktoriral in ima podjetje in po celem svetu pošilja te produkte. Ni komedij, ampak gledajte, to je preveč, da sem že malo prišel v to, je s tem zaključil. Tole je, gledajte, kaj makro, mikro, makrofungi in tukaj mogoče odpadki in odlagališča, tvoje so rešitve. In tukaj zvišujejo lahko to z mikorizo, da vi mikorizirate v agronomiji, uporabljate gobe, da spostavite simbiozo. Pridelke tule delujejo lahko kot insekticidi, fungicidi in pa gledajte tukaj v medicini in kozmetiki. Torej, to vse to, kaj gobe, ampak ne bi danes več o tem. Torej, imate tudi, mlade mi je priljubljeno zdaj ta, da se s tem, kaj se to reče že, no? Tetoviranje. In če boste šli na splet, boste videli, gobe so kar precej priljubljene med mladimi. Torej, gobe vedno bolj priljubljene in jaz mislim, da je prihodnost v mikotehnologiji. Zakaj je prihodnost? Vse je prihodnost tudi v rastlinski tehnologiji in tako dalje, ampak tam je že veliko izrabljeno. Gobe se še pa čakajo, da jih odkrijemo. Jaz upam, da sem vam zdaj danes predavanje malo tole osvetlo, odprl tudi ta počaj. No, naprimer, tole pa mogoče, tole sem jaz imel celo kongres. Leta 2007 je bil ta kongres medicinski gob in so bili presenečeni. To je sam hvalil spev, kako je bilo dobro v Ljubljani na tem kongresu. Tole je človek, ki je na Kitajskem iz gob naredil čudež. On je bil 4-krat v Ljubljani, ta je Šipčan. Tole je najbogatejši Kitajc, ki dela samo, ima cel, to bom pa mogoče drugič, hotel in ogromno po svetu zdravila, gobje in tako dalje. In pa profesor Beroviča pa verjetno poznate. On me je nekako povezal z tem in jaz sem še pa tudi malo mlajši bil tukaj, ker sem imeli ta projekt z gobom iz Kitajsko. In tudi profesor Berovič pa veliko dela na biofermentorjih oziroma na fermentorjih oziroma bioreaktorjih, tako je prav. Ker se ne bom dvojno povedal, ker biofermentor je že dvojno povedano. Tako da mogoče tudi tukaj sem kar začanen, smo kar. On zdaj proti 100 gre, ampak veste, ki živi v Kamberi. In ker je bil zadnji kongres tik pred Covidom, jaz sem še bil na zadnjem povabljen, smo jih vse plačali v Nantorgu, mislim, da bil v oktobru, v decembru se pa že pojavil na Kitajskem Covid, leta 19, je bil še zadnji stik. In tudi on je prišel že zelo star, proti 100 zdaj gre. Tako da, evo, še mogoče tako da. Hvala vam. Da se hvala.